O tednu možganov vabilo dneva Nina Mohorko. Poslušam glasbo in se takoj boljše počutim, sprosti me. Drugačna glasba pa me morda razburi, spravi v slabo voljo in ob njej me postane strah. Glasba in možgani pa se srečujejo še na drugih področjih. Že samo njeno zaznavanje in razumevanje potrebuje možgane, prav tako njeno ustvarjanje. Glasba in možgani se srečujejo tudi na letošnjem tednu možganov. Se še spomnite? 3. teden v marcu je po vsem svetu posvečen spoznavanju z nevroznanostjo na tednu možganov. Kot že več let zapored ga tudi letos v Sloveniji organizira Sinapsa, Slovensko društvo za nevroznanost, pod okriljem Evropske zveze za možgane Dana, soorganizatorji po različnih krajih v Sloveniji. Osrednji dogodek bo v Ljubljani, kjer vas od ponedeljka 16. marca do petka 20. marca čaka vrsta zanimivih predavanj o zdravih možganih in o težavah, ki se pojavijo ob različnih boleznih. Govorili bomo o zaznavanju glasbe, o njenem vplivu na možgane in tudi, kako je uporabna v terapevtske namene. Predavanja se bodo odvijala v atriju Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU na Novem trgu 2 vsak dan od 16. do 19. Lepo ste vabljeni tudi v možganoteko, kjer boste prepletanje možganov in glasbe začutili skozi filme. Brezplačne projekcije filmov, ki jih bo spremljalo kratko, 15 do 20 minutno predavanje, si lahko od torka do petka gledate v Slovenski kinoteki 2-krat na dan, in sicer ob 13. in 20. Torek je poseben dan, ko smo pripravili delavnico za otroke z lutkovno predstavo v atriju ZRC SAZU ob 16. Teden možganov pa se ne bo odvijal le v Ljubljani. Vidimo se tudi v Mariboru, Kopru, Postojni in v Begunjah na Gorenjskem. Eno predavanje v Kopru bo celo v italijanščini v sodelovanju s centrom Brain iz Trsta. Teden možganov pa se skozi vse leto odvija tudi na spletu. Na spletni strani 3x2.sinapsa.org/tm lahko razgibate možgane ob zanimivih novicah o možganih, vprašanjih in odgovorih, kratkih člankih in vsebinah za otroke. Prav tako pa na spletni strani najdete natančen program dogajanj, ki sem jih napovedala. Se vidimo torej na tednu možganov.